Dober večer, dragi naši zvesti gledalci. Ja, če ste se odločili, da boste nocojšnji večer preživeli v naši družbi, vam gotovo ne bo žal. O tem, da Maribor ni le mesto nogometa, ampak tudi mesto marsikaterega drugega športa, že veste. Imamo tudi odlično žensko hokejsko ekipo in prav v teh dneh se v našem mestu odvija svetovno prvenstvo v hokeju na ledu za ženske. Začetek pomladi bo tudi v znamenju meseca romske kulture, ki zagotavlja bogat kulturni program. Slovenijo pa lahko najmanj skrbi za njeno glasbeno prihodnost. Nadarjenih pevk in pevcev je veliko, nocoj se vam bosta predstavila dva. Žan Serčič proti koncu nocojšnje oddaje, na našem odru pa že čaka mlada obetavna pevka Manuela Brečko. Manuela, prosim, zapela nam bo v živo pesem Sacrifice. Who's the one that makes you happy? And who is the one that always makes you laugh? Who's the reason you are smiling? Drag it through this time so rough. I was the one that made you happy. I was the one that is the pain. But I'm the reason that you're crying now. My arms scattered by the rain. So you can sacrifice me. You can sacrifice me. You can set me free. You can be who you wanna be. Deeper than deep, you took me on a dream break. You share my wildest dreams and more. You dare me to express my feelings to you. I never felt the need before. But suddenly you needed freedom. You felt the need to break free. Yeah. You started drowning in your sorrow. You didn't wanna know I had the key. So you can sacrifice me. You can sacrifice me, baby. You can set me free. Yeah. You can be who you wanna. Yeah, you can be who you wanna be. You. Yeah. Sacrifice me. Sacrifice me. You can be who you wanna. You can be who you wanna be. Manuela Brečko, dober večer, Manuela.
Dober večer. Prepričljivo in odlično si zapela v živo. Hvala lepa. Se pozna, kot da bi imela veliko kilometrine pevske, ampak to čisto najbolj ne drži. Največ si mi prej pred oddajo povedala, si se naučila na oddaji emisija Evrovizija. Vsekakor. Mogoče kaj prejšnjih pevskih izkušenj? Ja, pravzaprav že pojem, odkar sem na svetu. V bistvu začela sem prav resno pri 12 letih, že prej pa pri 6 festivalih in te stvari, ne. Že pri 6 letih? Ja, je bil prvi, ja. Kje si nastopala, na kakšnem otroškem festivalu? Ja, to je bil en lokalni festival v Celju, Full Cool Demo Top, ki ga je priredil Radio Celje in Studio Koda glasbeni. No, in tam sem dobila takrat že 3. mesto in potem smo šli na Dunaj malo, pa tako. Stara si 23 let in zanimivo, da te iz te glasbene poti, ko si bila še čisto majhna, pripeljala pot, da se odločiš za popolnoma drugačen študij. Še malo pa boš diplomirala iz elektrotehnike. Ja. Kje je povezava med glasbo in elektrotehniko? Moram povedati, da to je študij na elektrotehniki, ampak ni zdaj smer elektrotehnika, ampak multimedija. Multimedijske komunikacije sem študirala, tako da tle je že bližje glasbi, no je že večja povezava. Bodoča producentka torej? Morda. Želim si, no, da bi tudi to znala. Katere so pevke, ki jih najbolj občuduješ? S kom bi se lahko primerjala? Primerjala? Ne vem, primerjati to težko, pa če rečem, ne. Povem, kdo mi je všeč. Všeč mi je, ne vem, Pink, potem Adele seveda, pa Anouk, od katere sem tudi zapela pesem Sacrifice. Pa dosti teh glasbenih skupin in pevcev, ki so mi zelo všeč in pri srcu. Ja, kot sem že povedala, se nam v Sloveniji, kot vidite, ni treba bati glasbene prihodnosti. Imamo veliko odličnih pevcev in pevk. Takole. Povej mi, Manuela, kako bi ti pokomentirala? Si tudi ti navdušena nad tem? Pred leti se mi zdi, ni bilo toliko mladih, ki tako dobro pojejo. Ja, res je, ja. Sem malo razmišljala o tem in sem ugotovila, da verjetno zaradi tega, ker zdaj na vrhu so res samo dobri pevci, ne? Če gledamo tudi svetovno glasbo in mladi enostavno s posluhom poskušajo in pojejo zraven, ne vem, pač pesmi in osvojijo tehniko, ne? In veliko lažje jim je še, recimo, kot je bilo nam pred 10 oziroma 5 leti, ne? Nocoj si nam boš predstavila še z eno skladbo. To sicer še seveda niso tvoje avtorske pesmi. Kako se vidiš v prihodnosti? Morda, seveda si tudi ti želiš svoj prvi album. Kako kaže kaj? Seveda si želim, najbolj na svetu si to želim, ker pač je to na nek način tudi moj sanjski poklic. Želim si prepevati, če se da, celo življenje, seveda ne, posneti veliko albumov, ampak je treba nekje začeti, kot da zdaj sem recimo na začetku in grem počasi naproti. O tem, kje te bodo naši gledalci lahko videli že torej ta teden oziroma prihodnji teden, malce kasneje. Predstavila se nam boš še z eno pesmijo, Walking in Memphis. Jaz mislim, da to naši gledalci dobro poznajo, ne? Boš dodala ščepec malce svojega stila, seveda, ne? Ja, in po svoje zapela. Seveda. Manuela, izvoli. Hvala. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC Hanley, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a girl can be. Then I'm walking in Memphis, was walking with my feet 10 feet off a beat. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? I saw the ghost of Elvis on Union Avenue. I followed him up to the Graceland, and I watched him walk right through. No security did not see him, they just hovered round his thumb. He's a crazy little thing waiting for the king down in the jungle room. Then I was walking in Memphis.
members. I was walking with my feet 10 feet off a beat, walking in members. Do you really feel the way I feel? I was walking in members. I was walking with my feet 10 feet off a beat, walking in members. Do you really feel the way I feel? They got catfish on the table. They got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you when you haven't got pray. But boy, you got a prayer manifest. No, Gabriel plays piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see him, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my men. He said, "Tell me, are you a Christian child?" And I said, "Man, I am tonight." And I was walking in Memphis, was walking with my feet 10 feet off a beat, walking in Memphis. Do you really feel the way I feel? I was walking in Memphis, was walking with my feet 10 feet off a beat, walking in Memphis. Do you really feel the way I feel? Put on my blue suede shoes. Odlična interpretacija Manuele Brečko. Manuela, glasbena pot, na katero se podajaš, morda bo še oplemenitila, da končaš tudi akademijo glasbeno. Morda, želim si. Predvsem sem navdušena nad pop glasbo, zato si tudi želim pač pravega v bistvu izobraževanja na univerzi, tudi v pop smeri. Bomo videli, kaj bo iz tega. Si obiskovala kaj ur, morda solo petja? Ja, vsekakor, brez tega ne gre. Učim se pri izvrstnem profesorju, če lahko povem, ker sem res ponosna na njega, pri Boštjanu Korošcu, ki me nauči točno tako, kot si želim in res obvlada stvari. Se je tudi sam izobraževal v Ameriki in to je pol to, tisto, kar rabiš, da potem slišiš, kaj narobe delaš in da lahko narediš boljš in da so potem poslušalci tudi zadovoljni, Igraš tudi klavir in pa bas kitaro, to je še posebej zanimivo, punca z bas kitaro. Ja, bas kitaro sem začela igrati še v tistih časih, ko sem z ansamblom nastopala, pred 12 letih. Še prej sem pa v glasbeno hodila, sem igrala klavirsko harmoniko, pa potem sem se začela učiti še pač malo klaviatur. To je pa tudi to, v bistvu. Ne bom se hvalila z ne vem kakšnim znanjem, znam pač igrati, rada primem inštrumente v roke, zaigram, ampak petje je res tisto, ki se ga raje držim in uživam v tem najbolj. Prej sva omenili, kje nastopaš, kdo te je prepričal v sodelovanje? V sodelovanje? Glasbeno, kjer te bomo videli lahko že prihodnji teden na koncertu. Aha, to, dobro. Z fanti Stereotipi smo se dogovorili, da posnamemo duet, ker se dobro razumemo in ker so fajn. In zdaj praznujejo tudi 5. obletnico delovanja in imamo pač v ta namen in seveda še tudi v namen, da smo posneli skupaj koncert, ki bo v četrtek in ste vsi lepo vabljeni. To bo pa v Ljubljani, v klubu Eksen ob
21. uri, mislim, da, ja. Torej ob 21. uri v Ljubljani, Stereotipi z Manuelo Brečko. Katero pesem boste zapeli, samo duet ali morda še katero druga? Ja, bomo naredili tako koncertič. Najprej bomo zapeli pač skupaj to pesem, ko smo jo naredili, pa še nekaj malega odpojem jaz z njimi, pa tako bo zabavno, no, tako da vas res lepo vabim, kdorkoli želi priditi. Je za vse, čim več nas bo, boljše bo. Hvala lepa za nocoj, Manuela, da si bila naša gostja. Preden se čisto od tebe poslovim, si kdaj pomislila, da bi igrala hokej na ledu? Ne, to pa nisem. To pa nisi. Smučarka si odlična, si prej povedala. Odlična nisem, smučam pa rada. Hvala lepa za nocoj in veliko sreče. Hvala lepa, Manuela, še enkrat. Hvala tudi vam. Adija. Adija. V tem tednu se v Mariboru odvija svetovno prvenstvo v hokeju na ledu za ženske, divizije 2, in če si še niste ogledali kakšne tekme v živo, imate še nekaj dni časa, da preverite, ali smo ženske lahko vsaj približno tako borbene na ledeni ploskvi kot fantje. Dober večer, Andrej Verlič. Dober večer. Kako ste? Super. Če lahko končaš dan z obiskom na televiziji, potem je dan res super. Torej, v teh dneh se je začelo svetovno prvenstvo za ženske v hokeju na ledu. Včeraj mislim, da bodo tudi naši gledalci lahko videli med najinim pogovorom nekaj posnetek imamo iz včerajšnje tekme, mislim, da med Slovenijo in Korejo. Ja, to je predvčerajšnja tekma, včeraj pa Slovenija, Nova Zelandija. Tako da se boste videli. Torej, kako so punce v resnici, so tako borbene kot fantje, ni to malce pregrob šport za punce? Mislim, da ne. Ženski hokej je na pohodu v svetu. Mislim, da je velika spodbuda bila uvrstitev med olimpijske športe. To se je zgodilo leta 1998 na olimpijskih igrah v Naganu. In od takrat dalje vse države, ki se tudi drugače ukvarjajo s hokejem, dajo velik poudarek tudi na ženski hokej. Zdaj na posnetkih se pravzaprav ne vidi, ali igrajo fantje ali punce, samo malce bolj drobne so, kot fantje, z vso to opremo. Ja, mislim, da je razlika v hitrosti, pa tudi v tem, da so delno pravila prilagojena, torej pri ženskem hokeju ni dovoljen fizični kontakt, oziroma če je, se kaznuje s primerno kaznijo, medtem ko pri moškem hokeju so navajeni igrati na telo, tako da je moški hokej vsekakor hitrejši, delno tudi bolj atraktiven. No, svoje čare pa ima tudi ženski hokej, tako da to, kar ste sami povedali, ljubitelji športa nasploh, vabljeni v ledno dvorano te dneve do konca tega tedna. Pa se punce nič kaj ne stepejo, ali se tudi? Ja, mislim, da glede na to, da je to vseeno zelo dinamičen šport, se tudi to zgodi, ampak gre bolj za, bom rekel, prepričevanje, mogoče z besedami, manj je pa tega fizičnega kontakta v smislu pretepa. Kakšne rezultate pričakujete v teh dneh? Kako se bodo naše punce uvrstile? Mi smo najprej veseli, da je svetovno prvenstvo bilo ponovno zaupano organizatorjem v Mariboru. Za nami je veliko izkušenj, torej 12. prvenstvo delamo v Mariboru za ženske ali za mladince, tako da v smislu same organizacije smo veseli, ker dobivamo ponovno same pohvale na račun dobre organizacije. Tekmovalno pa moram povedati, da so želje sicer močne, realnost je pa ta, da je slovenska ženska hokejska reprezentanca doživela spremembo generacij in v tem smislu tudi prvi rezultati kažejo na to, da kljub temu, da se dekleta zelo borijo, mislim, da je konkurenca močna, favoritinje so vsekakor Severne Korejke, tiste, ki so na tem svetovnem že presenetile, so Madžarke, ki zelo dobro delajo zadnja leta, no potem pa pridejo še Avstralke in pa Hrvatice, ki jih naša dekleta, če bo malo športne sreče in ob borbeni igri, lahko premagajo, tako da upam, da se bodo uvrstile tam nekje na 4., mogoče celo 3. mesto, kar bi bilo super. Kaj zmagala bo pa Severna Koreja ali kaj? Tako kot kaže, mislim, da bodo zmagale tekmovalke iz Severne Koreje, hitre drsavke na meji akrobacij, kar se samega drsanja tiče, zelo vzdržljive in glede na to, da so včeraj premagale
Madžarsko. Mislim, da jim je na nek način zlato že rezervirano. Povejte, kako pa je sicer s priljubljenostjo tega športa v Mariboru in nasplošno v Sloveniji? Vse mlade generacije odločajo za to, jih veliko trenira. Ja, to, kar velja za reprezentanco, velja tudi za Terme Maribor, 12-kratne državne prvakinje in to zapovrstjo. Tudi mi doživljamo spremembe kadra, torej tiste igralke, ki so pričele, počasi obešajo drsavke na klin in v tem smislu s pomlajeno ekipo še vedno tekmujemo v mednarodni konkurenci, kjer so pa jasno rezultati glede na izkušenost in pa starost ekipe temu tudi primerni. Osvojili smo sicer Debel pokal in tretje mesto v Deblu, no tam za zanimivost igrajo pa tudi tekmovalke oziroma ekipa iz Turčije, tako da to mednarodno tekmovanje, kjer nastopajo srednje evropske države in pa igralke iz Turčije, je po svoje zelo zanimivo. Par let bomo potrebovali, da ponovno pridobimo izkušnje in mislim, da se bomo počasi potem vrnili na pota stare slave. No, kar ste omenili, torej v hokejski reprezentaciji so skoraj da same Mariborčanke, ne? Ja, nikoli niso bile v bistvu. Tudi v najboljših časih je bila reprezentanca sestavljena dosti enakovredno iz igralk Maribora, iz gorenjskega konca in pa ljubljanskega konca. No in temu primerno je tudi reprezentanca sedaj sestavljena s tem, da so jasno manj izkušene in mlajše, tako da nikoli ta primat, ki smo ga dokazovali v klubskem tekmovanju, nikoli ni bil v celoti izražen tudi pri sestavi reprezentance. Kakšno je zanimanje za svetovno prvenstvo pri ljudeh? Mi smo veseli, ker kljub krizi uspemo pritegniti približno 500 gledalcev na tekmo. Res je, da so v glavnem to osnovnošolci in pa srednješolci, ne nazadnje je to vrstni hokej namenjen predvsem njim. In mogoče smo kot organizatorji naredili rahlo napako, da nismo tekem slovenske reprezentance uvrstili na razpored, kar imamo možnost ob 16:30 uri. To je bistveno primernejši termin za mlajšo populacijo. Ob 20 uri je pa že malo pozno v bistvu za nekatere, tako da bodoče bomo tudi o tem razmišljali. Sedaj pa ni prepozno, torej uporabljamo vse možnosti, ki imamo na razpolago, da poskušamo privabiti čim več publike na te tekme, ki so še, čakajo še nas 3 obračuni slovenske reprezentance. Kdaj bodo ti? Ja, prvi je na razporedu že jutri ob 20 uri, naslednji v četrtek. Najbolj zanimivo bo pa vsekakor v soboto, torej obračun med Slovenijo in pa med Hrvaško, med reprezentancama, ki sicer dobro sodelujeta, skupaj nastopata tudi v klubskih tekmovanjih, ampak tukaj ni pardona. Seveda sosede je najlepše premagati, najbolj sladka zmaga, ne? Hvala lepa, torej vsi v soboto na Mariborsko drsališče, a ne, ob 20 uri, torej se bodo pomerile hokejistke Slovenije in pa Hrvaške, navijali bomo skupaj in seveda upam, da bomo zmagali, ne, da bomo vsaj četrti, če že ne tretji, ne. Srečno vašim puncam, kdaj bomo pa spet videli ta koledar, seksi fotografij vaših varovank? Pred časom smo bili prvi, ki smo se tega projekta lotili, za nami še mnogi. Zdaj bomo spet počakali nekaj časa, da bomo lahko spet po določenem času prvi. Ja, zakaj pa ne? Koledar, se jaz spomnim, je požel veliko zanimanja. To je res. Hvala lepa in držimo pesti torej za naše punce. Takole, zdaj si pa oglejmo torej primeren videospot Slovenija, Will Win in Klemens Lakonja. They have been trying for so many years to win the Eurovision, but always end up in tears. They only got a few points from the Balkan countries. Even though they're brilliant, they're beautiful. Have mercy just this year, please make a note. It's no sacrifice, just a simple vote. Give him 12 points, twos and ones. Give all your votes to Slovenia. I'm telling you, in the name of
Slovakia, it's Slovenia. Have you noticed that in the word Slovenia there's love? We all want that love would win. Not voting for love must be some kind of a sin. Some kind of a sin. I've got a brand new tattoo on my shin. Let me see one love, one Slovenia. Can you feel the love tonight? Yeah, ooh la la, Rama, Rama, Slovenia will win. Come on, Europe, pick up your phone. Let them take the throne. Yeah, we will try to fix the victory. Slovenija will win, kar naj velja na vseh področjih, seveda tako v športu, kulturi in glasbi, na Evroviziji seveda. Takole, na vrsti je nagradno vprašanje. Nagradi sta kar dve, in sicer vstopnice za Fontano in pa vstopnici za hokejske tekme, če si boste katero želeli ogledati, še posebej za tisto v soboto ob 20. med Slovenijo in Hrvaško. Pokličite nas in naštejte vsaj en dogodek, ki se bo zgodil ta teden v Mariboru. O enem bomo še govorili malce kasneje. Naši telefonski številki sta se vam izpisali, 420 12 44 in 420 12 50. Medtem ko čakamo na vaše klice, pa bomo govorili o mesecu romske kulture. Prihodnji teden se v Mariboru, Ljubljani in seveda v nekaterih drugih mestih prične mesec romske kulture. Veliko koncertov, predstav tako za odrasle kot za otroke, delavnic, plesnih delavnic in še kaj. O tem bomo govorili z Miro Muršič in Klemnom Završnikom. Dober večer objema. Dober večer. Torej še en teden približno nas loči do začetka meseca romske kulture. Sta kaj nervozna, vse teče tako kot more, kot po maslu? Ne, smo pripravljeni. Tako, ja, zaenkrat, ja. Oba sta del organizacijskega odbora. Mogoče, gospa Mira, najprej vidve spregovoriva. Mesec romske kulture se letos odvija že 4. leto. Kakšni so spomini na prvega, če lahko tako rečem, in kako je danes z organizacijo? Je lažje, ste se veliko že v teh letih naučili? Tako je, vsi smo pridobili veliko kompetenc, tako Romi kot mi, ne Romi, prav zaradi dolgoletnega sodelovanja, torej gre za neposredno sodelovanje, povezovanje in skozi izvedbo teh programov je pravzaprav nemogoče, da ne bi nekaj tudi odnesli. Če se spomnim prvega festivala, seveda je bil takrat program malček revnejši kot danes, kljub temu, da so bili boljši časi, ampak seveda kot vsi začetki si nismo upali takoj začeti z prevelikim obsegom aktivnosti oziroma izvedbe vsebin. Tako kot je to danes, ne? Zdaj, da vas prekinem, ker je naš gledalec oziroma gledalka na drugi strani. Dober večer želim. Dober večer. Dober večer. Kdo je z nami? Žoharjeva pri telefonu. Dober večer, kako ste? Dobro, v redu, vas gledamo. Če spremljate našo oddajo, potem boste najbrž znali odgovoriti, kateri dogodek se bo zgodil ta teden v Mariboru. Kar nekaj jih je, no, morda katerega bi izbrali vi, na katerega se želite odpraviti? Ja, poslušali smo prej, da je svetovno prvenstvo v ženskem hokeju, da bo v soboto tekma med Hrvaško in Slovenijo.
bo pa tudi v petek bo odbojka, bojo mariborske odbojkašice igrali tretjo odločilno tekmo, kjer bojo verjetno spet postale prvakinje. Pa bravo, vi pa ste prava napovedovalka športnih dogodkov. Torej, jaz mislim, da si vi želite vstopnici za ogled hokejske tekme v soboto. Ja. Takole, pravilen odgovor, nagrada je vaša, lep večer še naprej. Hvala, da ste poklicali. Lahko noč. Lep večer, lahko noč. Se opravičujem, gospa Mira, od športa pa dalje k drugim dogodkom, seveda, ki se bodo začeli prihodnji teden. Prvo leto smo obdelali, kaj se je zgodilo potem? Seveda, koncept je zastavljen tako, da je od vsega začetka bila predvidena širitev, vsebinska širitev, potem partnerska širitev, torej hkrati dvig kapacitet kadrovskih in tehničnih. Torej, imeli smo že nekaj timov, nažalost usposobljenih ljudi, strokovnjakov, ki smo jih na poti izgubili zaradi tega, ker imamo premalo sredstev za podaljšanje delovnih mest, ki so predhodno subvencionirana, ampak nekako se tudi na tem področju znajdemo. In seveda širitev v mednarodni prostor. V lanskem letu se nam je pridružil partner Domna Kulturata iz Berovega mesta v Makedoniji. Letos iz Srbije, Vranske Banje in iz Subotice. Glede na to, da je to glasbena oddaja, bi bilo mogoče vendarle spodobno poudariti, da festival ima precej glasbenih dogodkov in sicer, ker je to socialno-kulturni festival in bi želeli, da te kompetence skozi partnerstvo in sodelovanje pridobivamo vsi še naprej. Želimo v ta festival uvesti čim več sodobnejših glasbenih praks, kot so recimo delavnice, tabori. Se mi zdi, da tukaj Romom, ki so sicer odlični izvajalci, interpreti, tudi organizatorji nekih glasbeno-plesnih dogodkov, ampak manjkajo mogoče te kompetence prav sodobnejših praks. Morda, gospod Klemen, vi spregovorite podrobneje o programu. Zanimivo je za vsakogar nekaj, tako za odrasle kot za otroke. Kateri so dogodki, ki bi jih izpostavili? Najprej bi začel dejansko z odprtim festivalom, ki se bo zgodil v ponedeljek 2. aprila ob 16. uri v Vetrinskem dvorcu. Po sami uradni otvoritvi nas bo razveseljevala stand-up komedijantka Lucija Čirović. Sam dogodek pa se bo nadaljeval z 2 predavanjema francoskih romologov. To bo mogoče bolj zanimivo za strokovno javnost, pa tudi za ostale. Glede na to pa, da smo na glasbeni oddaji, bolj ali manj, bi izpostavil koncerte v letošnjem festivalu. Zdaj govorim bolj za mariborski program, namreč program je dejansko se odvija tudi v Ljubljani, Murski Soboti, Lendavi, Ptuju, Novem mestu in pa, kot smo rekli, Subotici in Vranju v Srbiji. Kar se tiče Maribora, se bojo zgodili 4 koncerti in sicer 10. aprila koncert romskega dueta iz Subotice, potem se bo 11. zgodil koncert solo violinista Karla Varge, potem 12. sledi koncert v jazz klubu Sačmo in sicer koncert Mato Uralo. Gre za dokaj džezovski koncert z romsko tematiko, tradicionalnimi pesmimi in tem. In pa seveda main dogodek festivala, koncertni dogodek pa je gostovanje kraljice romske glasbe Esme Redžepove v soboto 21. aprila ob 20. uri v Štuku v Mariboru. Torej 21. aprila ob 20. uri na Štuku, Esma Redžepova. Jaz mislim, da je to enkraten dogodek, ki ga ne bi smeli zamuditi in smo lahko ponosni v Mariboru, da pride torej k nam na obisk. A ima kakšne posebne zahteve, da malce poprašam? Kraljica?
Ne, pravzaprav smo tudi sami presenečeni, nekih posebnih zahtev ni, razen klasičnih, ki pač sovpadejo z organizacijo, od varovanja in vsega tega. Sicer pa je zelo skromna gospa. Torej, mi bomo tudi, jaz mislim, da čez eni 2 oddaji podelili 2 vstopnici, tako da vsi njeni oboževalci pozor. Na naši oddaji lahko dobite vstopnice za stonj, kakšno nagradno vprašanje, pa to bomo že zastavili. Za otroke tudi kar nekaj plesnih delavnic, zanimivo, in pa likovnih, in pa tabor ustvarjalni, na kratko še o tem. Ja, zdaj, kar se tiče mladine in tega, gre za več stvari, in sicer predvsem bi izpostavil delavnice gledališča Senc, ki se bo odvijal na 2. gimnaziji v Mariboru, in sicer 10. in 11. aprila. 11. zvečer ob 6. bo tudi zaključna produkcija, torej bojo slušatelji delavnic predstavili pač tisto, kar se bojo naučili oziroma kaj bojo ustvarili v teh 2 dneh delavnic. Potem pa, kar se tiče mladine, imamo še eno dnevno delavnico stripa, pa 3-dnevne tolkalske delavnice, kjer je Robert Arnoš iz Subotice mentor, pa potem lutkovna predstava Najboljši ciganski muzikant, ki se bo odvijala v vrtcu Jožice Flander v Mariboru in pa osnovni šoli Maksa Dorjave v Mariboru. Veliko dogodkov, malce smo na tesnem s časom, ampak vseeno vse, ki bi jih pač to zelo zanimalo, vas najdejo tudi na spletni strani, kjer so vsi dogodki, in mislim, da v dnevnem časopisju tudi vas bodo vedno znova spremljali. Tudi mi v oddaji bomo podelili karte, kot sem povedala. Hvala lepa obema za nocoj. Zdajle pa si privoščimo tudi mi malce romske glasbe. Langa ste tudi vi, Mira, povedali, da je bila prvo leto skupina Langa na tem festivalu. Letos pa v Murski Soboti. Torej v Mariboru jih letos ne bomo videli, zato pa si jih privoščimo zdajle mi v videospotu Langa in karte. Dobre karte pravijo, nekaj se zgodilo bo. Vi gledate za manj, mene čaka srečen dan. Ej, če karta ta velja, luna šla bo pa prišla, meni bo prinesla moč, da bom plesal celo noč. Glejte rožo, ki cveti, pa od ljube lepšani. Glejte češnjo, ki zori, pa od ljube slajšani. Ej, cigani, srečen sem, hvala Bogu za tak dan. Nisem prosil ga za manj, ej, cigani, srečen sem. Ej, cigani, ženi se, nevesta bela čaka me. Med celi stari bom prodal, sem bom za pijačo dal. Ej, cigani, ženi se, nevesta bela čaka me. Na koncu sem moram prodal, za nji vam pozdrav poslal.
Srečne brke bom obril, trajno si bom naredil, obleko novo si sešil, drugo bom ime dobil. Ej, cigani, lažem vam, vi pa mi verjamete. Ej, cigani, lažem vam, vi pa mi verjamete. Tako nadaljujemo pa z mladim upom. Najbrž pravijo, da že dober znanec vseh mladih oboževalk. Žan Serčič, dober večer ti želim. Dober večer. Kako si? Super, super. Si obvestil vse oboževalke preko Facebooka, pa to, da te gledajo nocoj vaše oddaje? Ja. Mlad fant z veliko izkušnjami in predvsem z veliko željo nastopati, se z glasbo ukvarjati. Sem pravilno povedala? Točno tako je. Jaz si že od malega si želim to, da bi okoli nastopil, pa da mi čim bolj uspelo v glasbi. Širša javnost te lansko leto spoznala v eni izmed oddaj, ki iščejo mlade glasbene talente. Prebil si se do finala. Kakšne izkušnje si nabral? Bi še enkrat? Ja, izkušnje sem si res ful nabral tam. In zaradi tega sem jaz tudi popularen postal, moram reči. Brez tega ne vem, ki bi bil jaz danes sploh. Tako da mi je to res ful pomagalo na moji poti. Kako je biti popularen danes? Odvisno, kako gledaš. Lahko je tudi stresno, ker zakaj je stresno? Oboževalke pred vsem tom, rekel. A si nisi to želel, ko si se podal na glasbeno pot? To so sanje vsakega pevca. In nisem si nekaj fejst želel, mislim, ker sem vedel, kaj bo tudi to prineslo, neke vrste. Ampak tudi zdaj je vred, tako je in sem vesel, da sem tukaj sem. Kaj počnejo oboževalke danes, da je tako vznemirjajoče? Kako te nadlegujejo, na kak način? Največ telefon pa Facebook. Tega je res največ. Pol v živo so še te 16-15 letnice bolj sramežljive, ampak drugače pa Facebook, tam pa res, tam pa se razpiše včasih. In to ti ne ugaja. Tako da jih zdaj pozivaš, da ne prosim, punce, umirite se, ne? Žan, predstavil se nam boš svojo avtorsko pesmijo, ki pa je v angleškem jeziku. Kako to, da si izbral angleški jezik? Najlažje se izražam v angleškem jeziku, že od malega poslušam angleške skladbe bolj. In pa tako, najbolj sem se našel v tem, tako da mi je to najlažje. Sam si napisal tekst in glasbo? Ja, tako je. In tudi zapel nam boš in zagral na kitaro v živo, to nam je zelo všeč. Torej, mlada generacija vedno nastopa in poje samo v živo, noben playback pa to, ne? To je vse brez veze, ne? Normalno. Še bova nocoj klepetala, zdajle pa nam le zapoj Žan Serčič in What About Us. How about we start all over again? Why we have to be just friends? 'Cause I will try to be a better man. It's what I just don't understand. The problems that in past we had, please don't regret, just forget. Stop running to the concrete wall and please pick up when I will call, 'cause I will come for you when I will fall. This pain and feeling in my chest, like I will try to do my best. Will come for you and ask, what about you? What about me? What about us? And what we're gonna be? Just look into my eyes and you will know it's real. 'Cause you cannot deny what deep inside you feel. Every day I dream about our thing and what can happen, what could be, so much that I can now barely see. All through it was the best for you, play with the guys the best you knew, not a single thing that I could do. We can go slow, we cannot rush. Please hold me back as I might crush.
Just take me back in time when we both thought we'd all be fine. And tell me if there is a chance for us to be just friends. What about you? And what about me? What about us? And what we're gonna be? Just look into my eyes and you will know it's real. 'Cause you cannot deny what deep inside you feel. And why did you leave me here and just went by? And please, if you'll be around, come to say hi. Your there's no meaning in this life, but that you look your brightest smile. And I just wanna know, and I just wanna know, what about you? And what about me? What about us? And what we're gonna be? Just look into my eyes and you will know it's real. 'Cause you cannot deny what deep inside you feel. Ja, Žan Serčič, zelo lepo poješ, odlično. Kako bi poimenoval to zvrst glasbe? Kaj ti je najbližje? Justin Bieber ne. To si mi prej povedal. Daleč od tega, ja. Bom rekel, on je bolj tak R&B pop stil, jaz sem bolj na rock, bom rekel, in pa te akustične verzije, to je meni res ful všeč in taki stil jaz furam, ne. Torej, če ne Justinu Bieberju, komu ja? Kdo ti je všeč? Od Kdo mi je moških všeč? rock izvajalcev. Vsekakor Bruno Mars, on ni sicer rock, on je bolj tudi pop varianta, ampak ima res tisti glas in v njegovi muziki začutiš nekaj res posebnega, ne. Prej si povedal, da si zelo zaseden s šolo, glede na to, da si star 16 let. Ja, zelo sem zaseden, sploh prostega časa nimam, če pa ga imam, pa ga izkoristim za športne dejavnosti ali pa kaj takega. Drugače pa snemam ful dosti doma in tudi v studijih in pa delam svojo glasbo, tako da pa tudi po nastopih hodim in gre čas kar hitro, ne. Obiskuješ srednjo oblikovalsko šolo? Ja. Te zanima oblikovanje? Grafično oblikovanje, smer grafični oblikovalec sem se vpisal, ker me to res zanima in nekako vidim v tem poklic v prihodnosti, ker mislim, da bo vse grafično oblikovano tudi v prihodnosti, ne. Tako da si boš lahko oblikoval sam ovitek svojega albuma? Ja, to je moja največja želja zdaj trenutno in že delam tudi na tem, mi je tudi ratalo enih par izdelkov, ampak še vedno ni to, še nimam toliko izkušnje in tako da. Zelo skromno zveniš. Kdaj torej lahko pričakujemo tvoj prvi album? Mislim, da bi se ga že letos dalo pričakovati, nisem sicer ziher kdaj bo, zaradi tega, ker komade in pesmi pišem sam in to gre ful počasi, ne. Tako da, drugače pa letos pa mislim, da bo. Torej počasi in dobro, a ne? Ja. In veliko izkušenj si nabiraš z nastopi, si povedal, kje te bomo lahko videli, kje se te da videti, morda na tvojem Facebook profilu obveščaš vse oboževalke, ali imaš spletno stran? Ja, vsekakor spletne strani tvoje še nimam trenutno, imam pa svoj Facebook profil, tam je vse objavljeno, kje imam kdaj kaj in tudi si me lahko prijete ogledati in to je to. Kaj zdaj vabiš, če te potem moti vse? Pa punce te motijo, pa oboževalke te motijo. Kaj bi drugi fanti v 2 letih dali za to? Kaj pa mama moti ali kaj, ko te kličajo, pa skozi telefon zvoni, pa to pa te čakajo pred hišo? Ne, to tako daleč še ni prišlo, ne, da bi me čakale pred hišo. Ampak včasih je to lahko nadležno, ne, mislim, tudi jaz nimam nič kaj proti zdaj temu, ampak ker sem tudi vedel, da bo to, ampak slava ima neko ceno svojo, ne. Hecam se, seveda, veliko sreče. Potem bova še malce poklepetala, zdajle pa bomo slišali Bruno Marsa oziroma Žana Serčiča. Grenade. Izvoli. Hvala. Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Give you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you think. To give me all your love is all I ever ask.
ask, 'cause what you don't understand is I'd catch a grenade for ya, throw my hand on a blade for ya, I'd jump in front of a train for ya. You know I'd do anything for ya. Oh, I will go through all this pain, take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby, but you won't do the same. Black and blue, beat me till I'm numb. Tell the devil I say hey when you get back to where we're from. Bad woman, mad woman, that's just what you are. And you smile in my face, then rip the brakes out my car. Give you all I had and you tossed it in the trash. Tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask, 'cause what you don't understand is I'd catch a grenade for ya, throw my hand on a blade for ya, I'd jump in front of a train for ya. You know I'd do anything for ya. Listen baby, I will go through all this pain, take a bullet straight through my brain. Guess I would die for you baby, but you won't do the same. If my body was on fire, ooh, you watch him burn down in flames. She said you love me, you're the liar, 'cause you never, ever, ever did, baby. But darling, I still catch a grenade for ya, throw my head on a blade for ya, I jump in front of a train for ya. You know I'd do anything for ya. Oh, I will go through all this pain, take a bullet straight to my brain. Yes, I will die for you, baby, but you won't do the same. No, you won't do the same. You won't do the same. Oh, you never do the same. Oh, no, no, no. Bruno Mars alias Žan Serčič za konec nocojšnje oddaje je bil tole. Upam, da ste uživali v naši družbi. Ja, lep preostanek tedna vam želim. Če ste nas zamudili, če si nas želite še enkrat ogledati, nas najdete na www.youtube.com, oddaja Koktajl, tudi na Facebooku smo, na Twitterju, skratka vse posod. Bodite z nami tudi prihodnji torek, lep večer in lep preostanek tedna še naprej, lahko noč.